Zdaj pa imam eno aktivnost za vas, predno začnem. Vsak nek pograbi svoj stol in se začne gibati po tem prostoru in se usede tam, kjer bi njemu pač najbolj pasalo, ali pa kakorkoli. Skratka, vzamete stol, pa se premikite. Ok, ste se usedli? Prva stvar pri vsaki aktivnosti, ali imate to aktivnost za vaše mlade, je, da poskrbite za njihovo ugodje. In če vama tukaj ustreza, da lahko tukaj tudi s tega predavanja. Sam zdaj ne vem, a se morda ona dva tudi predstaviti, ker smo v odru. Zdravo, kdo si pa ti? Življen sem Jure. Življen Jure. Izkot pa prihajaš? Ljubljana 1. Živjo, kdo si pa ti? Sandi. Zdravo, Sandi. Kaj boš sporočil vsem gledalcem, še posebej tem skrivajočim se pod predstavitvijo? Da je Jure tudi delno iz Črnomlja 1. Okay. Skratka, vidva se imeta lepo tukaj gor, fajn se počutita, čim bolj sodelujta. Vi vsi pa tudi karkoli boste imeli za vprašati, vprašajte tisti trenutek. Jaz imam za vas eno predstavitev, oziroma malo se bomo pogovarjali o učinkovitem komuniciranju oziroma prenašanju informacij. A se vam zdi, da znamo dobro komunicirati? Kaj menite? A pa ne, v resnici živimo v neki sodobni dobi neke tehnologije, kjer je vse neka komunikacija. A pa super komuniciramo. Ok, če bi super komunicirali, verjetno ne bi imeli delavnice oziroma nekega predavanja na to temo. Komunicirati ne znamo. Dejansko pa je prenos informacij, tisti učinkovit prenos informacij bistvena stvar, da lahko uspejo. Ali to uspete doma, ne vem, v vaših zvezah, ali to uspete v sholu. Če kadarkoli kakšen projekt ni bil izveden v redu, če se kdorkoli ni počutil v redu, je to verjetno posledica slabe komunikacije. In tale citat enega angleškega, mislim, kaj? Angleše. On je slikar, veliko riše in pravzaprav se veliko ukvarjal s komunikacijo. In on je rekel to, da v bistvu komunikacija sploh še ni zasedla mesta med nami. Čeprav mi živimo v neki komunikacijski dobi, obvladamo socialne omrežja, se veliko pogovarjamo, pa vendar ne znamo več komunicirati. To, da ne znamo več komunicirati, se je tudi izkazalo kot za en izmed izzivov 21. stoletja. En izmed 4 izzivov 21. stoletja je družba. Ti izzivi so načeloma malo boljše prikazani v tej... Meni to res ne gre. Ti izzivi 21. stoletja so bili prikazani v eni raziskavi, ki je vsako leto naredi tudi 8. Ne glede na to, da smo v Aksu, se lahko tudi zgledujemo po njih ali pa iščemo neke ideje pri njih, ker zelo dobro dela ene stvari super. In en izmed teh je tale zloženka, ki je bila izdana pred 2 mesecema in noter so opisani izzivi, s katerimi se soočamo. In en izmed izzivov, kot sem rekla, je družba in komunikacija. In ugotovilo se je, da je vse več spletne komunikacije. V resnici, če pridete danes v eno firmo, boste hitro videli, da so vsi za računalniki in vsi gledajo na računalnike. In kdor ne gleda na računalnik, se za njega avtomatsko predpostavlja, da nič ne dela. A imate tak občutek, če bi prišli v neko pisarno, kjer bi se pač pogovarjali, sedeli, pisali liste, bi vam zdelo, no, kaj pa delajo ti? To je problem. In pravzaprav je problem pomanjkanja komunikacijskih veščin.
Kaj pa v bistvu so te veščine? Vse mi to vse skupaj poznamo, zato ne bomo preveč govorili o tem, ampak pravi, da se o tem pogovarjamo in pravi, da se o tem spomnimo, kaj še treba boljše narediti. En izmed veščin je torej to, da se nekaj pogovarjamo, nekaj povemo. A nam to dobro gre? Imate občutek, da brez problema komunicirate? Ja. Pa ne si žiga. A ima to probleme s tem komunikacijo oziroma komuniciranjem? Se mu zdi, da raje eno stvar napiše, pa je lažje. Kdo bi raje zdaj napisal en mail, pa je to? Odvisno komu, govorite na moja dva sogovorca na odru. To je res. Jaz našem govorim, Kaj? Nismo mislijo, kdo bi raje so mail, kaj potem povedal? Zdaj, če bi trebalo tebi kaj povedati, mogoče reči napisal mail. Zdaj mora biti, da ste ga ne prebrali. Kdo pa recimo se mu zdi, da bi raje nekaj povedal nekomu, ga poklical pa rekel, ej, gremo na kavo, bi vam nekaj povedal. Okay. Kdo pa raje komunicira, seveda vsi komuniciramo preko maila, večinoma. Napišemo maile in vsak dan dobimo vsaj 50 nekih mailov. Ena izmed komunikacij je tudi ta neverbalna komunikacija, ko človeka vidiš. In govorim tudi zato, ker je komunikacijske veščine so ena izmed pomembnih stvari pri pridobivanju službe, oziroma verjetno bomo vsi v obdobju, ko bomo iskali službe, in takrat ena izmed nujnih stvari in skoraj večinoma zaseda mesto na razgovorih je komunikacijske veščine, ki jih ne obvladamo, ne znamo in ne uvrščamo v naše programe. Pisna komunikacija nam kar precej leži. Čeprav imajo naši mladi, ki jih imate vi v vaših vejah, ogromne probleme s tem. S tem, da stojiš na pošti in en mlad pred tabo ne zna napisati pisemske kuverte. Se vam zdi to možno, ampak se vam zdi, da je to sploh lahko možno. Verjetno vsi znate pismo napisati. Ampak vaši, skoraj prepričana sem, da če bi vprašali v vaših stegih, vaši mladi ne bi znali nekateri napisati pismo. Ne vejo, kam prilepiti znamke, ne vejo, kam napisati pošiljatelja. Ker jim ni treba. Ker pač, zakaj bi pisali pismo, če pošljajo mail, če pokličejo, če vzamejo telefon, pa se zmenijo. Kar je precej slabo. Ker nas v službo se bojo mogli vseeno prijavljati prek pisma. In če te stvari ne bojo poznali, znali, je to slabše za njih. Potem je pa še neka znakovna komunikacija, ki je danes kar precej popularna. Veliko stvari mi vidimo in veliko stvari poznamo. Ta znakovna komunikacija je kar precej za uporabiti. O tem bom še malo kasneje tudi povedala. Mislite, da je še kakšna stvar, še kak element komunikacije, ki ga zdaj jaz nisem omenil? In kaj bi to bilo? Ja, je bila petka. Kdo pa ni videl petke? Verjeli ali ne, ena izmed pomembnih stvari komunikacije, kjer se vse začne in vse konča, je poslušanje. To, da danes ne znamo več poslušati, je ogromen problem. In začne in konča se pri poslušanju. In ko boste z nekom spostavljali stik, je prva stvar, da on dobi občutek, da ga poslušate. To je pa res ameriška zdravnica iz New Yorka, se je predvsem ukvarjala s komunikacijo z pacienti in ona je povedala to. Kako je poklic programanki, pa je že to nekaj, da je nekaj poslikal, kaj je ta temeljni in najbolj pomembni način, da se z nekom povežeš, je poslušanje. To, da mu pokažeš, da tebe zanima, kaj on govori. In seveda je lahko reči, pejte to narediti, zgrate mi ogenj, pa bomo pa prišli, pa vse naredili. Pa reče naši otroci, pa mi bi tisto, pa rečejo, ne, vi kar pejte. Pač ne poslušamo jih in ne vzamemo si čas. Ne samo pri naših skavtih, ne vzamemo si časa tudi pri nas doma. Ne vem, pri naših zvezdah, komerkoli. Z možem ali pa ženo. V glavnem,
Zapomnite si, da je to tista pomembna in najbolj neprecenljiva stvar, to, kar je rekla ta zdravnica. In vsakič, ko se boste pogovarjali, ko boste karkoli delali, si rečete, a sem dovolj pozorno poslušal. Tist, s katerim se boste pogovarjali, bo takoj dobil občutek, a ste poslušali ali niste. In sodobna tehnologija samo moti. Moti pri osnovni zadevi komunikacije. In Franc je že prej dosti lepo povedal, da ne znamo komunicirati starši, ampak v bistvu znamo z njimi govoriti. Sem starši imajo občutek, da jih sploh ne poslušam. Starši nam povejo, ej, to pa to bi mogli narediti, in mi rečemo, ja, v redu, bom. Če bi mi dali vse občutek, da smo jih poslušali in da razumemo, kaj so povedali, bi se oni drugače obnašali. Zagotovo bi malo bolj razumeli tisto, kar smo jim hoteli povedati. Zdaj pa govorimo o neki komunikaciji, nekaj moramo zboljšati, nekaj moramo boljš narediti. Vsaka komunikacija se začne pri neki strategiji. Vsaka komunikacija ni samoumevna stvar. Vsaka komunikacija mora biti načrtovana. Mogoče se vam zdi to zdaj precej težko, ja, po načrtovanju govoriti. Pol vam bom pokazala en dost enostaven graf, s katerim bomo vsi razčistili vse zadeve, s kom moramo v naših stegih komunicirati. Ampak, tule piše, da pač ni samoumevna, v redu, moram načrtovati, da se z nekom dobim, da nekomu napiše kar tok, ampak vseeno, ko boste pa govorili, ko se boste z nekom pogovarjali, bo pa ta zadeva še vedno improvizirana. Zato se pa ne smemo tega bati, ampak moramo enostavno sprejeti ta izziv. Zdaj pa si gremo pogledati to strategijo, oziroma v 6 korakih bomo povedali, na kak način bomo mi boljše komunicirali. Kaj moramo spremeniti za to, da bomo znali komunicirati, zato, da boste lahko tudi vi nekaj nesli domov in da boste si s tem pomagali v vaših sporih. Prva stvar, ko se sprašujemo, dajmo komunicirati, v redu, se najprej vprašamo, s kom komuniciramo. V zadnjem tednu sem pri eni veliki kampanji okoli ene zadeve, ki se zdaj dogaja, ugotovila, da pač ljudem ni jasna prva stvar, s kom govorijo. In ko nagovarjate množico, ki se vam zdi pač neka množica, neki ljudje, to niso vsi enaki ljudje. So mladi, so stari, so starši, so peterci, njim ne morate dati enakega sporočila. Enako s vsemi perečimi stvarmi. Vedno se je treba vprašati, kdo je ta, s katerim bom komuniciral. In najlažje se z njim vprašati, če si naredimo, kot prva točka, zemljevid javnosti. Priporočam ga za vsak stek. In zato, da si to naredite, vzame 15 minut časa in si to prilepite nekam na sten. Imate ves čas vidite in ves čas ste pozorni na ene stvari. Ena stvar, predstavljamo si, da smo mi skop. Vidimo, da je pač ta skop tam in da pač deluje. Skop je opet v milijon nekih javnosti, ki bi jih lahko tukaj še naštevali. Jaz sem poskušala zavzeti, kaj tiste najbolj pomembni. Možno je, da bojo vaši zemljevidi javnosti popolnoma drugačni. Ampak naredite jih na tak način, kot vi mislite, da jih imate. Skvo zelo tesno sodeluje z DA in župnijo, oziroma vsaj župnijo in pa vodstvom župnije. Z župniki. Vsekakor je skvo tist, ki je deloma upet v delo župnije. To pomeni, ni treba, da so vsi voditelji iz iste župnije, pa vendar, nekateri so upeti. To, da ste vi upeti v neko župnijo, to pomeni, da se naši krogi prekrivajo, ne pomeni, da tam ne sme potekati komunikacije. Ravno nasprotno. Ravno tam, kjer se krogi prekrivajo, pozabimo na to, da moramo s tem človekom komunicirati. In prva stvar, ko pomislimo na župnijo, je, da si mislimo, vse itak smo del župnije, nam pač ni treba nič narediti. A ste kdaj imeli tak občutek? Ste se kdaj posebej na spojih vprašali, kakva je naša komunikacija z župnijo? Ja. Super, bravo. Še več takih, ki se bo dejansko to vprašali s vsemi župnjami. Druga stvar je vdeje, katere sem pač po moje jasno vidimo, kaj so in kdo so. In potem so tukaj starši.
Starši so ena izmed, kot smo videli, pomembnih in velikih krogov oziroma nekih struktur javnosti, s katerimi moramo komunicirati. Pozabili smo, da dejansko jih imamo. Zakaj smo pozabili? Ker dejansko so starši del župnije, del katere smo tudi mi, starši vozijo otroke itak k, ne vem, našim srečanjem in k verouku in mislimo, to je dovolj stika starši. Starši premalo komuniciramo. Ni nekega kanala. Kanal je tista stvar, kjer si rečeš, da veš, na kak način boš z nekom ali pa z nekim človekom ali pa z neko javnostjo komuniciral. Zdaj pa ena dosti zanimiva stvar. Jaz namenoma sem tukaj uvrstila PPL-ce stran od staršev. Zakaj? Ker prek PPL-cev ne bodo prišli do staršev. Vsaj to je neka iluzija. PPL-ci so že mladi, ki se hočejo osamosvajati, ki pač staršem ali povejo ali ne povejo, se jim je itak pač malo vse en, itak bojo naredili nekaj drugega in če boste vi nagovarjali starše, verjetno PPL-cev ne boste dobili. A vam je to kakor toliko logično? Naslednja stvar pa so tile križci. Kaj so tile križci? Ti križci so potencialni naši člani, na katere pozabimo. In sicer to so potencialni PPL-ci, to so potencialni IV-ci, to so potencialni BB-ci, ki sem jih jaz tukaj namenoma uvrstila med starše. Zakaj? Ker do teh BB-ci in IV-cev boste najlažje prišli preko staršev. Medtem, ko do PP-cev najlažje priti zakaj, ta graf to čisto normalno in lepo prikazuje, zaradi tega, ker so nekje. Niso povezani včasih ne župnijo, ker jih pač tam ni, niso povezani ne starši. Mi pa jih moramo doseči. Seveda imamo mi tukaj noč tudi neke mlade, ki so vpeti v delo župnije, ki jih najlažje dobimo na tak način, da gremo po veroukov, kar večinoma vsi delate, a ne? Ja? Ne? Imate preveč članov? Ja? Kdo pa gre veroukov? Ja, neki vas pa gre. Ok. Ampak res je, pač do teh ljudi boste najbolje prišli do veroukov. Ne pa pozabiti na tiste, ki jih tam ne dobite. Zdaj pa ena stvar. Mi smo zdaj govorili samo o enem stegu. Kaj pa, če to prenesemo vse skupaj na nas skaute, ki nas je 4500? Potem se vse te strukture prenesejo na nekaj večjega. In sred teh skautov, teh 4500 ljudi, s katerimi moramo komunicirati in za katere večinoma odgovorni IO, moramo imeti podobno schemo ali strukturo. In v to strukturo ste povezani prav vsi s tem. Ena stvar je, komunicirati moramo, najti moramo kanale. In dobro je, če imamo za to ljudi, ki so odgovorni, tudi na ravni skautov. Sreča imamo, da imamo zdaj trenutno novega zaposlenka, ki je pozoren tudi na to komunikacijo, da se ta zadeva ne zgubi. Dejansko en človek to dela res težko. En človek je ves čas težko prisoten in težko na razpolago za vse mene. Zdaj sem to še malo povečala, malo ojačala. Dodala sem še ene pomembne odločevalce, kot so občina, kot so MSS, kot so nadškofija, kot so različni škofijski odbori, različne škofijske skupine, ki delujejo. In res je, združenje do zdaj pozabljamo na te zadeve. Ampak ni pozabljalo zato, ker bi hoteli. Pozabljalo je zato, ker je te stvari ogromno. In ker dejansko je pomembno, kar je zdaj res super, imamo nekoga, ki lahko usklajuje te zadeve, odgovarja tudi na mail ali pa pokliče človeka in je v pisarni. In jaz upam, da bo to še naprej, no? Ker nam dejansko lahko pomaga. Ko smo si razdelili vse te javnosti, vredo imamo jih razdeljene, je ena stvar. Te javnosti moramo poznati. Poznati morate slehernega potencialnega PP-ovca, ki ga hočete dobiti. Ker boste videli, da pač oni dejansko nočejo nekega metanja po blatu in pač, ne vem, huje 7 dni z neumivanjem, z nekim nahrbnikom po nekem gozdu. Ne. To je ena punca, stara 16 let noče. Ampak hoče pač, ne vem, hoče neke izkušnje, hoče znanje, ki ga bo dobila pri vas. Mi pa sam gremo, noro je, hodila boš tam 7 dni po enem gozdu, metala se boš v blato, ful bo svetovno. Ne, pač ne pridem.
Zato je treba do vsakega pristopiti in vedeti, kaj on hoče od vas slišati. Verjetno tudi, če boste pa rekli volčičku malemu, zagretemu, boste rekli, ful velik se boš naučil, pa pač se boš ful lažje zaposlil. Bom rekel tako, no? V redu. Če boste pa to rekli staršu od volčička, bo pa rekel starš, ja, to hočem za svojega otroka. Hočem ga dati v eno organizacijo, ki bo njega naučila in organizacijo, ki bo njemu pomagala, da bo bolje uspel v življenju. To hoče starš slišati. Približno veste, kaj hočem povedati. Koliko je pomembno, da poznamo ljudi. Seveda pa spet, naredili si boste neke ogromne strukture ali pa zemlje vide. Pa se moramo vedno potem vprašati, zakaj pa hočem jaz s tem človekom komunicirati? Kaj hočem od njega dobiti? In včasih boste ugotovili, da pač s kom enostavno nimate časa komunicirati. Takrat prije poštev to, da si naredite prioritetno lestvico. In rečete, s tem moram komunicirati, s tem pa mogoče samo enkrat na leto. Samo to, da izpomnem, da sem. In vedno se vprašajte, zakaj hočem jaz pristopiti staršem. A hočete staršem pa povedati, da so bolj fajni, ker nosijo otroke, ali hočete staršem povedati, starši, a bi vi nam lahko pomagali pri pripravi enega stanovanja s tem, da pač nam date hrano ali pa da skupaj najdemo ene potrebščine. A ne? Maribor 2. Je to napisal kot dobro prakso. In te dobre prakse boste lahko danes večer tudi zvedli. Zato imamo to delavnico. Ko smo ugotovili, a bi s človekom komunicirali ali ne, a bi tega to punca ali fanta poklical ali pa ne, se vedno vprašaš, kaj bom zdaj povedal, ali pa kaj bom tej javnosti povedal. Tukaj pride poštev pri celotni strategiji, da si določiš komunikacijska sporočila. Komunikacijska sporočila so samo stavki, nekje do 80 besed, ki so neki točni, resnični in nam v 80 besedah povejo, kar hočemo sporočiti. Mi si dosti prizadevamo, da bi v združenju že vam naprej pripravili ta komunikacijska sporočila in vam jih dali. Da bi bili sam rekli, ok, starši, njim hočem to povedati, vredo sem vzel. In to si res prizadeva trop za komunikacijo, ki bo tudi pod Wikijem to naredil. In ima nalogo sestaviti komunikacijska sporočila. Zakaj? Zato, da bo vam lažje. Ne, da vam bomo otežkočili vaše delo, ampak da vam bomo pomagali. Seveda, zdaj smo določili, s kom komuniciramo, ali je sploh smiselno njega poklicati ali ne, v bistvu, kaj mu bomo povedali, vemo, potem se moramo vedno vprašati, kako. In tukaj se zaplete. Ker imamo danes poplavo nekih medijev in nekih stvari. Poplavo socialnih omrežij. Kdo pozna vse že? Vsi poznamo. Žiga pač ne, Oglavne zadeve, s katerimi si res lahko pomagate, ampak zadeve, ki nam lahko tudi ogrozijo komunikacijo. Se samo dejansko, samo dela s temi omrežji je slabo. In vedno morate pomisliti še na vse ostale komunikacijske kanale, ki so en izmed zelo popularnih e-mail. Vsi pišete e-mail. Vsi dobite po mojem čez dan več kot 20 mail, zagotovo. Preberete pač tistih 5, ostale izbrišete ali pač jih označite kot preferalno, zato da nam ne polnijo vašega nabiralnika. Sem 100%. Razen Žiga. Vsi berete mail. A se vam zdi tole maili pa to ful dobro, no? Ne. Se pa zdi komuniciranje prek mailov enostavno, hitro, učinkovito. Vsi kaj ti priguješ, no? Skoraj večina od vas. Če ste mogoče spremljali na sreol.net kolumno, je dr. Samo Rugel napisal eno čudovito kolumno, si ga poklical, ne, mail si mu poslal. In on govori pri mailih ali pa opozarja na naslednje stvari. Maili so v bistvu izogibanje neposrednim stikom. Fino je poslati eno mail, zato ker mu lahko sporočiš tudi ful neprijetno zadevo ali pa neprijetno situacijo, pa v bistvu ti ni treba njega gledati, kaj bo rekel, pač pošlješ mu tisti mail, pa rečeš, predo, to je to.
Pošlješ mu mail, zaradi tega, ker je to najlažje in najhitreje. In ga ne pokličeš. In naši mladi danes prihajajo v službe, kjer sploh ne znajo osebno komunicirati, je pokazala ena izmed zadnjih raziskav. Zato je lahko to še en naših večjih izzivov, ko delamo z našimi mladimi. Ali pa en naših večjih izzivov, ko delamo pa naših svojih. Komunicirati. Pa ne zgolj samo prek maila. Druga stvar. Mogoče se vam ne zdi logično, ampak če pošljemo mail, je logično, da bomo rezultat dobili kasneje in da bomo manj učinkoviti. A pa si to dejansko mi pri komunikaciji vedno želimo? Ne pravim, da je pošiljanje mailov slabo. Zaradi tega, ker včasih pri nekaterih ljudeh, kot so včasih mediji ali pa kakvi sponzori, donatori, se je dobro malo naprej najaviti. Ampak to je zgolj najava, kjer potem dobiš dejansko vse, kot človeka pokličeš. Govorim iz lastnih izkušenj, kjer pošiljajo na naš PR naslov milijon nekih ponudb. Pa jih itak da ne odprem, zaradi tega, ker je preveč. Ker je tam prite na kopel, tisto apartma, prite tisto levo desno, pa jih pač ne odpreš. Nekateri, potem, ko pošljajo dvakrat mail, pokličejo, pa rečejo, dober dan, zdravo, ta tukaj, a ste dobili ta mail? Seveda najprej tista mučna tišina, samo ali počakajte, nekaj delam zelo nujno, pogledaš hitro tisti mail, ne? Potem pa rečeš, ja, sem dobil, in potem rečeš, dajte mi malo razložiti, kar se tega tiče, ali pa kaj hočete povedati. In dejansko na tak način so nekateri prišli še dlje. In na tak način morate delati sponzori ali pa donatori. Pošljete jim mail, pošljete jim pismo, ampak potem jih tudi pokličite. Ker noben od vaših sponzorja ali pa donatorja ne bo vzel vašega pisma pa rekel, ta tiskavči so ful dobro napisali, dajmo jim 200 evrov. In tako da ne, če delite. Pač dal bo tja na en kup in pustil. Če boste pa vi poklicali čez kak teden pa rekli, zdravo kolega, gospod, jaz si vam poslal en mail, ali ste ga kaj prebrali, ali pa eno pismo, mi imamo take pa take programe, pa bo on rekel, ja, čakajte malo, bom pogledal. Pa ga boste rekli, no, ali pa možno se tukaj kaj dogovoriti, pa bo on verjetno vam kaj povedal, ali vam bo rekel, takoj lete nimamo denarja, ali vam bo rekel, ja, v redu ste mi o tem pogovorili. Pokličite drugič, čez en teden, pustimo en teden. Pa ga pokličite pa vprašajte, zdravo, a ste se vi kaj pogovorili o tem? Pa bo on verjetno rekel, ja ali pa ne. Če ne, se zopet zmenite, kaj pa imate čas, da vas spet pokličem. In na tak način boste dobili sredstva. Ne smete se samo zanašati na tiste razpise ali pa na članarine ali pa na LMB. Poskušajte drugače. Je pa težje zato, ker moraš imeti posebni stik. In to vem, da je težko, ker včasih pač seveda so ti ljudje tam dopolj, ko mi nimamo časa z njimi komunicirati. Shit. Ok. To je še ena izmed dosti popularnih stvari, sporočati slabo novico, za katero sem že povedala. Jaz ne bom mogel, ali pa tvoja stvar je res slaba, to je to. Najlažje je to sporočiti prek maila. Usedeš se za 5 minut, napišeš, da se res ne strinjaš, da je to res brez veze, kar oni govorijo in je to. Ne tega delati. Dejansko je res slabo. Vem, da je za tebe lažje to povedati, ker pa če človeku v obraz teže povedati nekaj slabega. Ampak dejansko s tem ne boste za sebe nič dobili ali pa nič pridobili. In predlaganje odgovornosti, seveda. Dal sem te v kopijo, nisi videl tega, če sem ti pa dal kopijo. In na tak način danes devamo po 10 ljudi v kopijo, pa saj sem ti poslal. Maili niso toliko dobra stvar, kot si mi mislimo. Ali pa smo mislili zdaj. Še eno pozorilo pri mailih. Vzemite si čas, ko pišete mail. Vzemite si čas za tistih nekaj sekund, komorkoli pa pišete mail. Ali je to vašim sospolcem, ali je to nekomu iz združenja, ali je to nekomu zunanjemu. Pa napište, upam, da ste v redu, kako ste. Vse to so retorična vprašanja, ki zelo dobro poznajo Angleži, ali pa tudi Američani, kjer sploh ne pričakujejo tvojega odgovora. V Ameriki se vsakič vprašajo, hi, how are you? In pač nekaj časa sem še jaz odgovarjala, I'm fine, vajte, ko mega to ni zanimalo, pa sem pač nazaj odgovorila, hi, and how are you? In smo šla na radio. Pač dejansko hitro ugotoviš. Rika, šta se ti smejiš?
dejansko ugotoviš, da pač to eno retorično vprašanje, na katera si jaz še odgovarjala en mesec, ko sem pa tako ugotovila, da pač njih ne zanima, kako jaz počutim. Ampak je pač vljudno. In dejansko je vljudno in dejansko vzbudiš človekova čustva, če napišeš v mailu, upam, da se dobro, ali pa recimo hvala za tvoj odgovor, ali pa hvala za vaš mail, ker sem ga dobil. Moram vam žal sporočiti, da to pa to ne bo šlo. V zadnjem tednu sem dobila 2 taka sporočila od skautov, kjer so bila, bla, bla, jaz ne moram, adijo. Brez tiska, hvala, ker ste se potrudili, ali pa nekaj. Pa se jaz to nočem, da mi kdorkoli govori, hočem samo, da vi ne boste imeli težav, ko boste komunicirali z njima. To je to. Novičke. Če pripravljate vaše novičke, ali pa če delate neka pisne stvari ven. Vedite, da lahko vse poveš v 10 stavkih. Kdo od vas je nazadnje prebral mail, ki ima več kot 10 stavkov? Moj mail ste prebrali, a ne? Mislim, si ga ti postala, ne vem, kdo ga je postala, ti si V redu, prebrali ste moj mail, ful ste pridni. No, ampak sicer je kdo, ki ga ni, a je kdo, se ta ne budi Hočem vam povedati, da bote kratki, pa je denate, ne tako jaz, ampak jaz sem vam v bistvu hotela vse povedati v vseh stavkih, ne. To se v bistvu pač upošteva. Druga stvar je pa pisna komunikacija. Včasih nam je dejansko težje priti do nekoga, pa mu povedati, pa reči, to pa to bi ti povedal. Ali ga ne dobimo, ali nimamo časa z njim spregovoriti. Cel vikend bomo tukaj, ampak jaz verjamem, da mogoče nekateri sploh ne boste imeli časa do kogarkoli priti, pa ga spoznati, pa mu še povedati, kaj bi on pričakoval od tebe, ali pa od IO-ja, ali pa od državnega vodstva. Zato sem se jaz domislila ene nove metode in to je metoda lonček. Tale lonček bo cel vikend tukaj. Vsi tisti, ki ne boste imeli časa priti do nas, pridite do lončka, vzamete list in napište, kar ste hoteli povedati IO-ju, kar bi predlagali, kar bi... Možeš napisati, da sem lepa, pa da sem fajna, pa da je krepko. Pogledajte, pridite sem, napište na balonček in dejte noter. Lahko se podpišete, lahko se ne podpišete. Če hočete, da vas kontaktiramo, če imate kako idejo, napište svoj kontakt. Se bomo potrudili. Skratka, ta vikend imate ogromno priložnosti, da se mi pogovorimo in IO se tega izjemno veselim. Verjamem pa, da tudi vi. Kdorkoli pa ne bo imel časa, pa imam metodo lonček. Vidite bolj osebno, ne? Ok, to sem hotela povedati. Na koncu vsake komunikacije pride osebni stik. Pride osebni stik. To je en gospod. In dejansko je res lažje se usesti, pa napisati eno pismo, pa reči, ful dober, uspel sem. Dosti težje priti pa povedati ljudem, ki pač od tebe nekaj pričakujejo in ki bi radi nekaj slišali. Ampak vseeno se moramo potruditi, da bomo delali vse, da bomo sprejeli tudi ta drugi izziv, da bomo šli s osebno komunikacijo naprej. Starši, spepeljci, s komerkoli. Na koncu pride tukaj zdravi ljudje. Še eno stvar, v vsaki komunikaciji morate določiti, kdaj boste s kom komunicirali. Večina ljudi je nažalost dosegljivi dopoldne, ko pač mi ne moramo, ali pa ljudje, ki so naši združeni, tudi ne morajo. Jaz vem, da imate vi s tem težave, saj nismo vsi doma, vsi smo po faksi, vsi smo v službah. Nimamo časa komunicirati. Pa dejansko dosti veliko ljudi dobimo dopoldne. Spet, lahko pogosto. Pazite, ko boste delali komunikacijsko strategijo ali pa ste pogovarjali o komunikaciji, da ne komunicirate spet prepogosto. Da ne date na Facebook vsaki 10 minut gor objave. To pa...
bo mogel nekdo kliknati. Kliknite. Tam je. Da dejansko ne boste objavljali vsak dan, vsak drug dan, ampak boste dejansko pozorni, kdaj objavljate, kdaj kličete in kdaj komu povete. Ljudje so tam, vse vas bodo slišali. In v vsakem primeru, če bo preveč, bo preveč. Potem, ko ste vse to določili, pa nujno določite vaši spoj, kdo bo poskrbel za komunikacijo. Ni samoumevno, da bo nekdo komuniciral z vašim župnikom. Ni samoumevno, da bo nekdo šel na MSS ali pa na mladinski svet ali pa MSLS ali pa kamorkoli. Ni samoumevno. Določite nekoga, ki bo to delal. Zdaj dejansko smo si povedali, zakaj je dobro, da imamo komunikacijsko strategijo. Zakaj bodimo pozorni, ko pišemo mail. Zdaj pa vam bom dala dejansko eno nalogo. In sicer, razdeliti se boste v skupine ali pa se vsaj posedli po vaših energetskih točkah tukaj po dvorani. V skupine po 6 skupin v glavnem rabim. Da se pač dajte verjetno po enih 6-7 skupin. Dobili boste en list papirja. Samo ali še poslušajte, predno se začnete energetsko predstavljati. Dobili boste eno komunikacijsko strategijo oziroma en komunikacijski kanal. Kaj hočem od vas je, da se pogovorite, na kak način boste s tem človekom ali pa s to javnostjo komunicirali, kaj hočete in kdo bo komuniciral kako, to pomeni izberbenih medij, s katerim boste komunicirali in določite nekoga, ki bo v vašem skolu ali pa kjerkoli to vodo. Delali boste starši, delali boste s potencialnimi PP-ji, tukaj boste pozorni, da so to PP-ji v župniji in PP-ji iz župnije in pa delali boste kot skvo v komunikaciji združene pisarne oziroma ION. To je to. Jaz vam bom zdaj razdelila, pa imate v bistvu 10 minut, da to sestavite, prav? Bomo šli do skupine, bo vsaka skupina na hiter predstavlja, na kak način so prišli in do česa so prišli. Ne moram spati, to bi zdaj končali. In se poslušamo med sabo, druga skupina, ki je imela isto javnost, potem sem dodala stvari ali pa negirajo stvari, ki se jim zdijo tako dobre. Vredo? Prva skupina, vi ste imeli? Starše. Boš malo povedal? Ali pa nekdo? Mi smo se pogovarjali o starših in sicer smo se najprej vprašali, zakaj komuniciramo z njimi. In smo prišli do nekak 3 točk. Prvo je bilo zaupanje, tako da vzpostavimo nekak zaupanje med nami, staršem in otrokom, ta trikotnik zaupanja. Druga točka je bila, da v bistvu vzpostavimo neko sodelovanje med nami, ne? Da sodelujemo pri skupni vzgoji otrok, naših njihovih otrok. In tretja točka je bila podpora. Se pravi, kakšno podporo lahko starši nudijo nam, mogoče v okviru dela V, ali pa tudi širše dela z tega. Potem smo se vprašali, kaj komuniciramo z njimi. Pri tem smo izpostavili točke predstavitev metode, predstavitev skavtske terminologije in simbolike, kakšna pričakovanja imamo mi do njih, kakšna oni do nas in pa neka povratna informacija, feedback, spet v obe smeri, oni nam in mi njim, kako se vidimo. Ne? Potem smo se vprašali, kako komuniciramo in smo našteli sestanke za starše, stegovska glasila, spletne strani Facebook, maili, SMS-i, pošta, brošura za starše v smislu predvsem metode pa terminologije teh stvari, pa seveda osebna komunikacija. Vsakeč, ko se vidimo, skupna srečanja, ko pridajo iskat otroke, nedeljska sveta maša, če se tam vidimo,
piknik starši, srečanja za starše, bila ena ideja, da so prav kot starši bili udeleženci in so šli nekako skozi vse veje, pol ure recimo na vsako in so videli nekako glavne poudarke vsake veje. Potem pa kdo komunicira, smo kar kratko odgovorili voditelji vej, stegovodja. Kdaj? Pred večjimi dogodki, ob začetku leta, ob koncu leta, sicer pa po potrebi tedensko. Odlično. Kdo je še imel starše? Kdo so še skupina, ki ste parjena starši? Pa bomo najprej še vas poslušali, če se vam zdi kakšna stvar ne vredi, kar povejte. Veliko stvari so že povedali, ne bi se to ponavljali. Mi smo še čisto bolj tehnično, nismo toliko nekih visoko letečih besed metali. Ne vem, pač mi smo bolj govorili o tem, kako bolj mogoče primeri dobre prakse iz tega, ne toliko neko iskanje novih kanalov. Ja, Ljubljana 5 je povedala, kako to delamo. V redu, Ljubljana 5 bo to delila pa zvečer na izmenjevalnici idej. Bravo. Ena stvar. Super ste, kakorkoli, da ste se o tem pogovarjali. Nekaj morate biti pozorni. Ne si teh komunikacijskih strategij zastaviti preveč široko. Če si boste vi zastavili, komuniciram prek mailov, prek Twitterja, prek Facebooka, prek pisem, prek osebnih zadev, levo-desno, pred vsakim sestankom, po vsakem sestanku. Dejte določiti res 3 zelo pomembne stvari in je to. Ne komplicirajte, ker če ne, nič ne bodo posegli. Vi ste imeli pa? Ok, naštite. Potencijalne PP. Se pravi, zakaj oziroma kateri sploh so to potencijalni PP, pač to so tudi bili v našem primeru. Posamezniki so izrazili željo oziroma nekaterih, za kateri veme, da bi jo lahko uporabili pri kakšnih projektih, ima nekaj talent ali kaj podobnega, ali pa preprosto zato, ker hočemo pridobiti več članov. No, zdaj, kaj bi jih pritegnilo, oziroma, zdaj, možno bi ena ideja bila, da pač bi lahko prepoznali, da s tem lahko kako pripomorijo skupnosti. Predvsem pa je, mislim, da smo nekako prišli do zaključka, da je v tej starosti razlika med fanti in dekleti. Pač morda fant bolj privabi obljuba kakšne akcije ali pa da vidijo kakšno akcijo. To potem tudi, pač ne vem, da se kaj počne, kaj gradi, da se najprej. Take stvari dekletom nam potem lahko, ne vem, ena ideja je bila pač, da vidijo, da se na skautskih aktivnosti ni potrebno preveč rihtati in teh zadev. Pač, da se lahko uplatovali in da je stvar zelo fajna. Vsak tudi... Ja, ja, morda jim je pa preveč naporno nek pritisk nekega izgleda, da stvarimo. Pač, kako konkretno, pač nekako smo e-mail ni glih najboljša varianta za komunikacijo v tem primeru. Ni. Veliko bolj bi bil kakšen Facebook, morda celo kakšni
kaj so Instagram in podobne zadeve, ampak to smo ugotovili, da nismo preveč aktivni v tem, zato ne vem, kako bi lahko sploh kontaktirali, ampak ne vem, na Facebooku so lahko zelo privlačni kakšni filmički slike aktivnosti, prek prijateljev in tako, da se stegnem nad takimi zadevami pride v stik s tem, vidijo malo, da to obstaja sploh morda. Potem pa druge variante so pa, da se jih poklično, osebno povabi in tudi pogovori, sploh če jih poznamo, sprav neki potencijalni kandidati, sprav največ te osebni stik. Potem pa še kdaj bi se to najboljš po kakšni aktivnosti oziroma pred aktivnostjo. Skupina, ki je še imela BPLCM, ste vi? A ste našli kaj, kar bi vi predlagali pa boljš, kar bi bilo drugače narediti na hiter? Ja, edin še ena skupina, bi bili še, to se pravi, poleg pač teh prijateljev pa tega bi bili še mogoče tisti, ki so bili v pač prejšnjih projektih, zdaj ne več, tako da od teh imamo tudi sigurno še kontakte, tako da bi se tudi na njih dali obrati, drugač pa bi se pa največ dali z osebami stika narediti pa z radnimi zanimivimi dogodki, da se jih zraven povab, predvsem pa pač, da se tudi klanovci, da sami spodbujajo, da pridejo zraven, ker mislim, da lažji oni osebno pristopijo do njih, ker pa mogoče tudi kakšen voditelj. Super, bravo. Zdaj imamo pa še pisarno pa IO. Boste vi predstavili na hiter, kako bo? Bomo na hiter predstavili. Strinjali smo se v tem, da ko voditelji komunicirajo s pisarno ali pa z IO-jem, morajo razmisliti o tem, kater kanal komunikacije bi bil učinkovit, ali je to vzeti telefon v roke ali napisati e-mail. In na podlagi tega izberejo najbolj učinkovit način komunikacije. Kratko in jedrnato. Hvala. A pa ste tukaj vaša skupina, razen tega, da niste zdaj nič poslušali, še ugotovili kaj drugega, kaj bolj pomembnega? Najprej treba sploh ugotoviti, kdo so IO, ker jih ne poznamo dobro. Oba je, da so dosti mladi, no? Da lahko res osebno stik navežeš. Možno je tudi prijeti na sejo IO-ja, ampak moraš biti tih. Tako smo slišali, no? Drugače pa, če si iz Ljubljane, je fajn iti kar na združenje v pisarno, so zelo veseli, če kdo pride. Ok. Hvala za vsa vaše razmišljanja. Te zadeve bomo tudi malo napisali, objavili, boste jih lahko videli. Delite to v vaših svojih, oziroma se o tem sprašujte. Zdaj se bomo pa samo še pogovorili na hitro o treh dosti pomembnih stvarih. In sicer ena je ta komunikacija med IO-jem, med pisarno in med vami. In ena izmed teh komunikacij so tabori. Prijavljanje taborov. To govorim zato, ker vas večina, upam, da ne vas tukaj, koliko od vas prijavlja tabore? Koliko od vas prijavi tabore na vse, združenje, občino, policijo, zdravstveni dom, vse? Ok, pa se zadeva že zmanjša. Letos smo imeli neki par takih dosti pomembnih ali pa dosti zanimivih primerov, da smo se odločili, da se z vami malo pogovorimo. Predvsem, kar pričakujemo od vas kot delegatov je, da boste to prenesli v vaše stege. Prijavnico, ki jo imamo dejansko, ki je možna, je super zadeva, ampak bi dejansko jo lahko malo predobili. Zakaj?
ker moramo biti pozorni, da se prijave in uredijo prijave na vse te stvari, ki so tukaj gor napisane. Ni dost prijaviti samo na združenje. Prijaviti morate tudi na občino. Zakaj vam to govorim? To je zato, ker nekatere občine hočejo urediti tiste prostore, kjer se tabori, za prostore, ki so primerne za taborjenje. Če prostor v katastru ni zapisan kot prostor, kjer se lahko tabori, lahko imate resne težave. Nekatere občine tudi za taborjenja zahteva poseben odvoz smeti. Zato ni vse eno, a vi greste na občino prijavite ali ne. To je prva stvar. Druga stvar je policija. Mi smo s taborniki naredili en skupen obrazec za na policijo. Zdaj nekje ga uporabljajo, nekje ne, načeloma policaji to vejo. Mi smo naredili v našem besedišču, taborniki v svojem besedišču. Vseeno, uporabljajte te zadeve. Jaz dobim klice, kot je, dober dan, policijska postaja, tukaj imamo zgubljene starše, ki so vaši skladni. V redu. Prva stvar je bila, da ti sploh niso prijavili tabora in če jaz ne bi poznala voditla, ki je bil tam, ne bi vedela, kdo pač kam neki starše pošle, ker očitno pač niso niti prijavili tega tabora. To je bila ena stvar. Prijavljite zadeve. Mi vam lahko pomagamo pri tej stvari. Druga stvar je, kličejo ljudje, ki se dejansko pritožujejo. Če vi ne boste imeli prijavljenega tabora na občino in na policijo, lahko imate resne težave. Bolj težave s tem, da pač boste mogli takoj domov. Da združenje lahko prevzame del komunikacije za vas. Za NSTG se je to dogajalo, tudi za NTZV je bil upleten, ne vem, če vete. Dejansko smo prevzeli komuniciranje s tem domačinom, ki pač ga je motilo kričanje otrok. Ta domačin me je klical vsake 2 uri in mi držal slušalko in me spraševal, če slišim te otroke, kako se delijo. In da mi res ne znamo komunicirati, ker piskajo sviščal. Ampak v redu, jaz lahko se s tem gospodom pogovarjam, dokaj mi začel gospodu, da bo poklical na policijo, da ne morejo zvečer po noči tekati okoli. Na kar sem jaz dejansko prosila, da ti hitro uredijo prijavo. To je še ena stvar. Če vi nimate stvari prijavljenih, tudi težko rihtamo stvari naprej na policiji oziroma kakorkoli. Dejansko niso mogli nič. Policija je dosti pozorna do nas. Če se bo kak domačin pritožval, ko boste vi imeli tabor, bo vedno policija najprej vas poklicala, pa rekla, a ste lahko najbolj tiho. So se dogajale stvari. Če ne boste prijavili na policijo, bo policija tja prišla. Če policija tja pride, vam mora zaračunati. Pa tudi ni fajn, no? Ker dejansko tisti dosežejo svoje. Ta gospod potem nič ni dosegel na policiji, ker pač so rekli, lejte, oni so tam in vse je v redu in vse je urejeno. Iskal je možnosti povsod. Zato dajte to prijavljati. Zadeva je taka, da vam lahko združenje pri tem dosti pomaga. Lahko vam pomaga, vas upozori, ta občina potrebuje še to. Na to občino pejte to narediti. In vi morate biti sam dosti pozorni pa te zadeve prijavljati. Zadeva pa je taka, da vi zagotovo poznate stvari, vredo iti prijaviti, vredo nek brezvezni čas, ki mi pač tukaj gre, ki sploh ni pomembna stvar. Vaši mlajši voditelji tega ne vejo. In ko sem se z njimi pogovarjala, so rekli, ok, zakaj, pa ste to neki stegovodja, pa neki je rekel, pa niti ne vem, kaj delati. Opozorite doma, da se morajo te zadeve narediti. Pričakujte tudi, da bomo malo posodobili ta obrazec, kjer boste dejansko noter mogli označiti, ali ste dali prijave na vse te zadeve. Ne zato, da vas mi hočemo nekaj preverjati pa nekaj. To je samo zato, da dejansko, če do česarkoli pride, pogledamo pa rečemo, ok, dajmo hitro urediti prijavo na občino, dokler ne pride neka prijava od ne vem kot naprej. Pomaga vam lahko. To je ena stvar. To pomeni, kaj lahko združenje naredi za vas. Bodite pozorni, pa pričakujte, da bomo malo prelovili obrazec. Na vas pa je predvsem to, da to posredujete naprej v stekih in povete, da je ful pomembno, da se to dela. Ne samo za tabor, za vse izhode, kjerkoli ste. Vsako prenočevanje, no? Kjerkoli spite, kjerkoli ste. Kličejo res, včasih so res neke bizarne stvari, kar me sprašujejo. Ampak jaz lahko pač prevzamem zadevo, poslušam človeka, ki mi pač govori, kot mi piskamo s piščalko, pa je to. Sreča imamo zdaj tudi na združenju zaposlenega nekoga, ki dejansko ima čas se s temi ljudmi pogovarjati. Problem je, ker včasih si ti ljudje želijo samo to, da pač te pokličejo 3-krat na dan, pa se s tabo pogovarjajo.
Jaz sem na svoj rojstni dan tretjič rekla, če mi ne bo zdaj čestitlo za rojstni dan, me ne kliče več. Poklical me še četrtič, pa rekel, vse najboljše, spet žvižgajo. Ampak gre. Ne, on meni ni poznal. Sem se pa z njim pogovarjala in je bilo pol dejansko vse vredno, no. Ampak zato si je treba vzeti čas. In jaz tega časa vedno nimam. Sreča, da pač imamo ljudi, ki vam lahko pomagajo in lahko to zadevo prevzamejo namesto vas. Mediji. Ne, da hočemo biti vidni, pa da hočemo bolj čas biti. Dajte sodelovati z mediji. V Sloveniji imamo register medijev, kjer je 1991 medijev bilo nazadnje zabeleženih 5.10. Če ne boste uporabljali vsaj dveh izmed teh 1991, pol pač, ne vem, res živimo nekje. Še Jezus je rekel, pejte med ljudi in učite, pokažite, da delate dobro. To ni to, da se hvalite, pa da rečete, wow, mi smo ful dobri in ful neki delamo. To je samo to, da pokažete, da delamo res dobre stvari in da vzgajamo otroke in da se to vidi. O tem bi lahko še več govorili. Na splošno pa je prva stvar, ki je pri medijih dosti pomembna, je to, da si mediji pričakujejo vaš odgovor v 3 urah. In oni pričakujejo, ko pokličejo organizacijo, kot združenje, da bo v 3 urah dalo odgovor. Zaenkrat imamo še na združenju možnosti, da je nekdo tam, ki lahko ta klic prevzame in pripravi odgovor. Vi pa se morate tudi to zavedati. Novinarji so čisto normalni ljudje, ne vas ne bo strah z njimi komunicirati. Oni so dobili v službi nalogo, da vas pokličejo ali pa da objavijo vaš članek. Če ga nočijo, dajte jih poklicati, vprašati, kaj bi pa vas zanimalo, pa boste potem prišli do nekih zadev. Komunicirajte z njimi. Poskusite najti možnosti v vaših lokalnih okoljih. To je nasplošno to, pa vse se da z njimi dogovoriti. Lahko rečete, lejte, vam bom poslal odgovor, ne vem, kaj bi zdaj rekel, ampak vam bom poslal čez 15 minut. Pa se tega tudi držite. Pa dejansko, če boste novinarju poslali vaš odgovor v 15 minutah, bo to super in fajn. Ne pa reči neki, pa ne vedeti, kaj bi odgovoril, pa se ne posvetovati. Ni panika, so ful prijazni in ful fair ljudje. To je ta razvid medijev, kjer lahko najdete vse zadeve, tudi nas to odličje noter. In pa pravilo 3 ur. Pomembno je, da naše združenje ima človeka, ki bi se s tem ukvarjal. Ker če ne bomo atraktivni, ne bomo aktualni in ne bomo vidni. Še ena stvar, ki je pa dosti pomembna pri komunikaciji, je pa branding. Mogoče ste že slišali za to. Kaj je sploh to branding? Vas bom vprašala trg, da mi povete, kdo je to? Coca-Cola. To ste pa vedeli, da je to Coca-Cola, če nikjer ne piše? Ker to dobro poznate značilnosti Coca-Cole, da ste točno vedeli, kaj Coca-Cola predstavlja. In to je to. In kaj mi hočemo od skavtske znamke? Od skavtske znamke hočemo to, da se bomo nekje pokazali, naše značilnosti, nikjer ne bo pisalo skavti, pa bo ljudje vedeli, to so skavti. Zaenkrat, vsakič je treba pač neko znamko začeti s tem, da daš zelo en tak direktno zadevo kot ta naša skavti. Pač ljudje se bodo navadili tega. Ljudje pa morajo tudi dobro povezovati skavti s prehami. To prehe oziroma morajo rutiti pomeni veliko več. Ni sam neka črta Coca-Colina, ki pač tam plava. Ampak dejansko prikazuje vsako vašo posamezno rutico, na katero se mi opiramo. In če bomo kjerkoli, kadarkoli, dali nek svinčnik, ki bo imel morje rutic gor, bo ljudje rekli, to so skavti. Pa nikjer ne bo pisalo skavti. To hočemo doseči. Da bo rekli, to so skavti, lej, oranžni projek, zato ker so bili vidni. In nič drugega nočemo mi s to znamko narediti, kot pa to, da pospešimo komunikacijo. In te komunikacije ne bomo mogli pospešiti, če ne boste vi za to, če ne boste vi predstavljali to našim mladim, pa povedali, lete, misli ful dobra stvar, uporabljali dejansko. In čez nekaj let se bo stvar zasidrala v javnosti. Jaz vem, da se bo na tak način, kot se je Coca-Colin logo. Da dejansko bo ljudje videli eno našo knjigo in rekli, to je ziher skavtska knjiga. Da ne bo treba napisanega zraven, da so to pač dejansko zdravi skavtska.
To je to. Zdaj upam, da smo odgovorili na neke najbolj pereče zadeve. Če imate še kakršnokoli vprašanje, vprašajte. Pa sem to, da odločitev, kdaj boste s kom komunicirali, ni vedno vaša. Odločitev, kako boste z nekom komunicirali, pa je čisto vaša in vaša stvar. In zapomniti si morate, da za dober odnos, za neki stik z nekom je bistvena komunikacija. Če tega ni, potem dejansko nimate nekega odnosa z nekom. Ne z vašim glavnicem, ne z vašim staršem. Mogoče se včasih zdelo, da vse te zadeve, ki jih delamo, so kot neka ledena gora. Pač, vidi se nekaj malega, vidi se, da je starš pač zadovoljen. Ampak pomembno je zelo. In na nas je, če bomo sprejeli ta izziv, pa si upamo, zagrezniti v to ledeno goro. Jaz menim, da si. To je to. Upam, da vam bo to kaj pomagalo. Če bi rad kdo to videl, se lahko zmenimo. In je to to. Dajte čim več komunicirati in ne pozabiti tega tudi učiti. Ja.